Ljubljana bere. Obisk. Ste že kdaj videli tapirja ali pa lenivca? Bi ju prepoznali, če bi ju srečali? Jaz ju do nedavnega prav gotovo ne bi. Sem David in sem eden izmed največjih malih poznavalcev živali in rastlin v Sloveniji. Za lenivca in tapirja pa sem se začel zanimati šele, ko sem dobil tole knjigo. Gotovo imate tudi vi polno vprašanj, kdo so tapirji in kdo so lenivci in kje sploh živijo. Najbolje, da se kar odpravimo na pravo znanstveno ekspedicijo in se na lastne oči prepričamo, kako izgleda tapir in kako len je v resnici lenivec. Upam, da živita blizu. Na letalo si še ne upam sam. Najprej bom poiskal lenega lenivca. Če je kdo len, se zagotovo ne premika dosti, zato ga bo verjetno lažje najti. V knjigi sem prebral, da lenivci živijo na drevesih, zato sem se najprej odpravil v park. Preiskal sem številne krošnje, našel pa le ptice, kuščarja, predstavnico navadne veverice in nekaj kužkov v okolici. Nato sem začel iskati drugje, tudi v svoji sobi. Preveril sem v predalu, za šolsko torbo, na stopnišču, za pisalno mizo, v drugem predalu, med igračami. Nič, brez uspeha. Samo malo, sem prav videl? Kaj pa je tamle? Je to puhasta tačka? Bom pogledal pobliže. Je čisto zares mogoče, da je tu med mojimi igračami lenivec? Wow, tudi tule, v predalu in na stopnišču tudi. Neverjetno, izgleda, kot da počiva. Ne bom ga motil. Ali to pomeni, da lenivci živijo v Sloveniji? Mogoče je zdaj napočil čas, da poiščem še tapirja. Ampak kje naj začnem? Imam genialno idejo. Odpravil se bom na obisk k ilustratorki Ani Zavadlav. Ona je ilustrirala tapirje v knjigi Obisk in bo že vedela, kje živijo. Živijo, naprej. Obisk pri ilustratorki in slikarki Ani je bil za radovedne in sladkosnede izjemen. Izvedel sem veliko novega. Ana mi je najprej povedala, da lenivca doma najverjetneje sploh nisem srečal. No, morda v svoji domišljiji. Njihovo naravno življenjsko okolje je namreč daleč stran, več kot 9000 kilometrov iz Ljubljane in sicer v deževnih gozdovih Srednje ter Južne Amerike. Pojasnila mi je tudi, da lenivci živijo na drevesih in da se z njih spustijo samo enkrat na teden, takrat, kadar morajo kakati in lulati. In da se delijo na dvoprste in troprste in se med seboj ne razumejo najbolje. Jaz sem se odločila, da bom risala troprstnega, ker se ima malo drugačen kožuh od dvoprstnega. Ta dvoprsti je bolj temen in sem vzela raj tega, ker se mi zdel, da bo lepši kontrast glede na tapirja, ker je pa prav črn. In recimo on ima dolgo dlako, tapir ima pa čist kratko in se mi zdelo, da bo tako bolj prav delovalo. Pa ta troprsti ima tudi tako bolj, se mi zdelo, da ima bolj zanimivo frizurco, pa ta značilen smejoč pogled, ki ima eno senco pod nosom in izgleda, kot da se skozi smeje. Ana se ilustriranja živali loti z veliko raziskovanja. Če je možno, žival poišče v naravnem okolju. Drugače pa si pomaga s knjigami in internetom. Tam najde vse podrobnosti. Ogleda si tudi, kako se žival giba, da jo lahko nariše v različnih pozah in z vseh strani. Ko sem Ano vprašal, kje lahko najdem tapirja, je malo pomislila, nato pa mi med ustvarjanjem svetovala, naj ga iščem kar tam, kjer sem našel lenivca. Ko sem prišel domov, sem zato takoj pogledal v predal. In res, tam je bil tapir. In na stopnišču, in za šolsko torbo, in za pisalno mizo, in v drugem predalu. Ampak Ana je rekla, da je malo verjetnosti, da doma srečam pravega tapirja. Potrudil sem se in poklical še avtorico knjige Obisk, pisateljico Gajo Kos, in se odpravil na obisk.
Tapirji živijo v Srednji in pa Južni Ameriki, najdemo jih pa tudi v jugovzhodni Aziji, spadajo pa med lihoprste kopitarje. A potem ni nikakršne možnosti, da bi tapirja lahko srečal tukaj v Sloveniji? Ne, tukaj nas v naravi ne more presenetiti, lahko pa ga seveda najdete v tejle knjigi Obisk, tale je tapir. Kakšni pa so tapirji? Ja, mogoče bi na prvi pogled lahko rekli, da spominja na pujsa, edino daljši rilec ima. In menda so tudi mladički tapirjev zelo podobni mladičkom divjih svin, ampak v resnici so pa bolj sorodni konjem in pa nosorogom. Tako na prvi pogled s temi svojimi precej obilnimi postavami delujejo neokretno, ampak to ne drži, menda lahko celo precej dobro tudi tečejo. Je pa značilno sicer za njih, da se ne marajo kregati oziroma ne marajo prihajati v spore z drugimi živalmi, tako da če se kakšen nakazuje, se najraje kar umaknejo, pogosto kar v vodo. A ste vi že srečali pravega tapirja? Sem, ja. In sicer sva bila pred leti z možem na potovanju po Kostariki, to je ena država v Srednji Ameriki. In en dan sva šla v nek nacionalni park, ki se mu reče Corcovado, in tam smo videli cel kup enih živali, od lenivcev do ne vem koliko vrst ptičev, pa izsledili smo tudi tapirja, in sicer dobesedno izsledili, ker je to izgledalo tako, da je naš vodnik v nekem momentu se sredi tiste džungle, recimo, se je ustavil in tako malo povohlal v zrak, kot pravi ste zasledec, in je rekel: voham tapirja. In potem, ko smo prišli blizu obale, smo dejansko v mivki opazili sledi, ki so vodile v vodo in potem ven iz vode in proti nekemu grmovju, in tam smo dejansko potem odkrili enega velikega tapirja, ki je v senci počival. Ste na tem potovanju dobili idejo za zgodbo in knjigo Obisk? Ja, dejansko se je ideja porodila prav na tem potovanju. Namreč in tapirji in lenivci so se mi zdeli eni res taki simpatični, kot narejene živali za like iz knjige. In sem si rekla, kaj pa, če bi se znašla v eni knjigi lenivec in tapir skupaj. In potem sem kar nekaj časa razmišljala, kaj bi bil lahko zaplet, kaj bi se jima lahko zgodilo. No in potem, v bistvu precej časa po tem potovanju, je pa dejansko potem nastala tale zgodba, ki je v tej knjigi. Kdo pa je tole? Tale zraven mene je pa smrč, to je pa lenivec, zdajle vam pomaha, in oba z njim se vam zahvaljujeva za obisk. Tako, zdaj sem vam razkril nekaj skrivnosti, ki jih je dobro vedeti, preden se z zanimanjem zakopljemo med platnice slikanice Obisk. Jaz se za danes poslavljam, vi pa veselo berite in pridno lenarite.